Pozdravljeni, sem Beti Burger, avtorica podcasta Na robu, kjer se lotevamo tem odrinjenih obrob, da kot družba ne zgrmimo čez njega. Tokrat o spanju in o nespečnosti, z mano je strokovnjakinja na tem področju, klinična psihologinja dr. Vita Štokovnik. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Upam, da ste dobro spali. Hvala, sem. Mogoče začneva, brez spanja ni življenja. Ampak kar tretjina odraslih v svetu oziroma splošna populacija ima motnje spanja, vsaj občasno. Dobra higiena spanja, kaj to pomeni, zakaj je tako pomembna? Dobra higiena spanja je verjetno najenostavnejši, morda najcenejši, ampak obenem najbolj podcenjen način, pristop za zagotavljanje kakovostnega spanja. Ko govorimo o higieni spanja, govorimo pravzaprav o enem naboru pravil, priporočil za ureditev spalnega okolja in navade, ki podpirajo kakovostno spanje, se pravi ta spontan prehod v spanje, neprekinjeno, dovolj globoko spanje vsako noč. In znano je, številne raziskave kažejo, da navade, če jih ponavljamo, postanejo postopno skoraj avtomatične. In če so te navade dobre, pomeni v primeru spanja, da bo tudi spanje spontano, da ne bo naporno, se pravi, da se ne bomo zvečer rabili truditi, razmišljati, kako bomo zaspali, kaj bomo po noči delali, da bomo dobro spali. Tako da dobra higiena spanja pomeni, denimo, začetek dneva s svetlobo, z rednim časom vstajanja, vsako jutro v približno istem času, torej dovolj dnevne svetlobe, dovolj gibanja preko dneva, z rednimi obroki in potem seveda z neko ustrezno pripravo, rutino večerno, ki olajša ta prehod v spanje in primeren spalni prostor. Primeren spalni prostor, verjetno brez motečih dejavnikov, modre svetlobe in podobno. Ja, zdaj zagotovo uporaba ekranov v večernem času vpliva na različne načine, lahko negativno na spanje. Na eni strani je to seveda svetlobna stimulacija, na drugi strani pa uporaba različnih zaslonskih naprav stimulira naše možgane tudi preko drugih mehanizmov in vsaj v zadnji uri nekako svetujemo, da zmanjšamo uporabo oziroma povsem izločimo uporabo zaslonskih naprav. Številne študije kažejo, da se začetek spanja zamakne, če uporabljamo naprave pred spanjem, da je spanje krajše, da je spanje manj kakovostno, manj globoko, tako da zagotovo odsvetujemo tik pred spanjem. Pa kateri od teh nasvetov oziroma priporočil mogoče ključno? Sama vem, da takrat mi je najbolj pomagal ravno ta urejen bioritem, torej vstajanje ob isti uri oziroma odhod v posteljo ob isti uri vsak dan. Zdaj, tukaj v bistvu ne gre za neke zapovedi oziroma ni nekih univerzalnih priporočil, ki bi jih vsem ljudem narekovali, ampak zagotovo je ta ritem vstajanja pa morda tisto, kar bi pa lahko rekli, da je univerzalno priporočena za vse. Najnovejše študije namreč kažejo, da je prav ta urejenost vstajanja tisti najpomembnejši napovednik ne samo kakovosti spanja, pa kakovosti življenja in celo dolgoživosti. In če smo prej govorili pravzaprav, kako zelo pomembna je dolžina spanja, danes vse bolj razumemo, da je ta urejenost spanja, torej vstajanje ob isti uri, tisti najpomembnejši napovednik dolgega in zdravega življenja. Tako da uredno vstajanje ob isti uri, to pomeni nekje v roku 1 ure, da ostanemo vsak dan v tednu, tudi preko vikenda je dober recept za zdravo spanje in življenje. Okay. Nespečnost je motnja, ko ima človek priložnost in ugodne razmere za spanje, pa ne more spati. Sami sicer pravite, da ena neprespana noč še ne pomeni katastrofe. Kdaj pa nas mora zaskrbeti? Jaz mislim, da vsak kdaj slabo spi oziroma da smo imeli vsi več neprespanih noči in včasih je to povsem normalno. Če denimo smo v stresu, če izgubimo partnerja zaradi bolezni, ločitve, če se skregamo s sodelavcem, če imamo preveč dela, lahko so situacije tudi povsem pozitivne. Denimo, če smo zaljubljeni, tudi slabše spimo. Raziskave kažejo, da mlada dekleta, ki so zaljubljena, spijo slabše kot tista, ki niso v romantični zvezi. Tako da vse to so situacije,
situacije, ko pravzaprav je normalno, da spimo slabše. Včasih je podaljšanje budnosti lahko tudi preživetveno pomembno, če smo denimo v neki nevarni situaciji, če moramo poskrbeti za svoje zdravje ali pa denimo za drugega, za dojenčka. In to so situacije, ko je normalno, da podaljšamo budnost. Če pa se budnost v času za spanje pojavlja brez nekega pravega razloga, pogosto, če moti kakovost našega življenja, potem je smiselno razmisliti, da morda nekaj ni v redu oziroma da gre lahko za motnjo spanja in to tudi ustrezno diagnosticirati. In v kakšnem recimo časovnem okviru to govorimo, če se recimo pojavi, opažamo, kaj je mogoče tisti prvi korak, da gremo verjetno do osebnega zdravnika? Ja, zdravnik bo ustrezno prepoznal, diagnosticiral oziroma napotil na specialista somnologa, ki lahko potem tudi z dodatnimi diagnostičnimi postopki opredeli, ali gre za denimo nespečnost, ki je najpogostejša motnja spanja, ali pa katero od drugih motenj spanja. Poznamo jih namreč zelo veliko, več kot 80 vrst. In če se torej težave pojavljajo, bom rekla, nekaj tednov, če vztrajajo, če jih tudi s to dobro higieno spanja sami ne moremo odpraviti, je smiselno se obrniti na pomoč. Zdaj pravite, vsak kdaj spi slabo, ne? Že po eni neprespani noči občutimo razlike v našem razpoloženju, čustvovanju, neki želji po mogoče sladki, mastni hrani. Medtem ko pa kronična nespečnost lahko vodi v številne bolezni, katere, kako torej pomanjkanje kakovostnega spanca vpliva na psihično in fizično zdravje? Ja, ne samo nespečnost, ampak pravzaprav odtegnitev spanja iz kateregakoli razloga. Tudi če sami namerno pravzaprav krajšamo čas spanja ali imamo katero drugo motnjo spanja, so lahko posledice, če se to nespanje dogaja dolgotrajno. Pravzaprav pomembne tako za naše telesno in duševno zdravje. Pri nespečnosti pravzaprav danes novejše študije kažejo, da čas spanja ni tako zelo krajši kot pri ljudeh, ki zdravo spijo. Večinoma gre za okrog zgolj pol ure krajše spanje. Obstaja pa podskupina ljudi z nespečnostjo in fenotip nespečnosti s kratkim spanjem, objektivno kratkim spanjem. Tukaj so pa res lahko posledice na zdravje pomembnejše. In vemo na podlagi številnih raziskav, da dolgotrajno nezdravo spanje poveča tveganje za obolevnost z različnimi boleznimi, kot so srčno-žilne, možgansko-žilne bolezni, slabše delovanje imunskega sistema. Zdaj smo recimo v fazi oziroma v obdobju prehladov, virusnih obolenj in vemo dokazano, da ljudje, ki spijo manj kot 7 ur, 3 do 4-krat pogosteje zbolevajo s prehladom, gripo, tudi s covidom. In ena zelo velika študija, britanska, ki je bila pravkar objavljena, na več kot 300,000 ljudeh je bila ta študija opravljena, kjer so spremljali spalne navade ljudi, ne samo dolžino spanja, ampak tudi urejenost spanja, odsotnost nespečnosti. Izkazalo se je, da če ljudje zdravo spijo, se bistveno zmanjša težji potek recimo nekih okužb in raziskovalci so zaključili, če bi vsi ti ljudje, ki so bili vključeni v študijo, spali zdravo oziroma imeli zdrave spalne navade, da bi se zmanjšala verjetnost za hospitalizacijo za kar 10%. Tako da spanje ni samo nek luksus, ampak je temelj imunskega zdravja. Spanje danes povezujemo oziroma pomanjkanje spanja z razvojem demence oziroma z večjim tveganjem za demenco. Ena večja evropska študija je pokazala, da ljudje starosti med 50 in 70 let, če vztrajno spijo manj kot 6 ur, kar 30% bolj verjetno v prihodnosti zbolijo za demenco. Tako da hitrejše staranje možganov, več težav na področju duševnega zdravja, vse to so lahko posledice dolgotrajno nezdravega spanja, ni pa to nujno vedno prisotno. Gre torej za neko večjo ranljivost oziroma da smo ljudje torej bolj dovzetni, da lahko zbolimo. Zdaj imate že omenjali te ure, ne? Odrasli nekako priporočila so, da naj bi spali med 7 in 8 ur, mladostniki in otroci oziroma dojenčki še bistveno več. Kaj kaže podatki, koliko spimo Slovenci? Spimo dovolj? Ja, ta priporočila so nekako za odrasle kar 7 do 9 ur celo. Zadnje meritve na nacionalni ravni, ki jih je NIJZ lani izvedel, kažejo, da slabih 40% Slovencev ne dosega tega kriterija vsaj 7 ur zdravega spanja oziroma spanja na noč. Ob tem tudi slabih 40% ljudi nima tega rednega časa oziroma ritma vstajanja in več kot polovica jih navaja, da preko dneva niso
spočiti. Spočitost oziroma ta občutek osveženosti preko dneva je sicer lahko povezan z različnimi dejavniki, ampak zagotovo je eden izmed dejavnikov, ki vpliva na to tudi kakovost spanja. So pa podatki še bistveno bolj alarmantni za mladostnike. Ponovno meritve NIJZ-ja na nacionalni ravni, zadnje, mislim, 2022, kažejo, da slovenski srednješolci spijo zelo, zelo malo. Tekom šolskega tedna zgolj vsak 5. spi dovolj. Torej več kot 80% slovenskih 15-17-letnikov tekom šolskega tedna ne dosega tega kriterija vsaj 9 ur spanja. In podobno ugotavljamo tudi v teh zadnjih razredih osnovne šole. To je pa povezano tudi s tem, da pravzaprav se njim kronotip spremeni v tem času in da se šola začne prezgodaj. Ja, pravzaprav spanje je najbolj zdravo, najbolj kakovostno, če je lahko v skladu z našim notranjim bioritmom. In pri mladostnikih vidimo ta izrazit premik kronotipa iz jutranjega, ki je pri otrocih, na večernega, oziroma mladostniki postanejo pretežno sovice, kar pomeni, da zaradi biologije težko zaspijo zgodaj zvečer in se težko zgodaj prebudijo. In zaradi tega neskladja z družbenimi urniki, s pričakovanji, z pričetkom šole, se pravzaprav njihov čas spanja skrajša in lahko vodi res v kronično deprivacijo spanja, v kronično utrujenost in ob tem tudi, seveda so lahko posledice širše, slabši učni uspeh, več težav s razpoloženjem. Imamo ogromno študij, ki so pokazali, da zamik jutranjega pričetka pouka na uro, ki ustreza bioritmu, se pravi nekje 8:30 je tista, ki bi bila najprimernejša, oziroma od 8:30 naprej, dokazano izboljša ne samo količino in kakovost spanja, ampak tudi uspeh, akademske dosežke, razpoloženje mladostnikov, torej na številna področja delovanja se lahko širijo te pozitivni učinki. Koliko pa lahko mi potem, glede na to, da so v bistvu genske predispozicije za to, ali smo nočne ptice, ali torej sovice, oziroma ali bolje funkcioniramo v jutranjih urah, koliko se lahko prilagodimo, vemo, službe so različne, okoliščine, kot je šola, koliko se lahko posameznik vsaj približno prilagodi svoj kronotip? Ja, tako kot ste rekli, je kronotip večinoma genetsko določen in ga je težko namerno spreminjati. So pa določeni pristopi, s katerimi lahko, če smo konsistentni, dosegamo določene premike, denimo v primeru tega poznega kronotipa. Če želimo premakniti ritem na nekoliko bolj zgodnjega, zagotovo koristi, če smo res konsistentni pri jutranjem času vstajanja, torej vsak dan v tednu, da vstanemo ob neki dovolj zgodnji uri, preko vikenda torej tudi, čim prej po prebujanju, čim več dnevne svetlobe in tudi aktivnosti, kot so intenzivne miselne, intenzivne športne aktivnosti, premakniti ta jutranji del dneva. Zvečer pa obratno zmanjšati izpostavljenost svetlobi, kajti svetloba je tista, ki najbolj sinhronizira, kar se tiče teh zunanjih dejavnikov, naše cirkadiane ritme. Verjetno tudi to zadnjič sem poslušala v enem podcastu, da pravzaprav tudi zvečer, da ugasnemo luči, da na nek način tudi sebe pripravimo in samo okolje na to, da prihaja noč in da se verjetno potem tudi lažje začne sproščati melatonin. Ja, na eni strani čisto primerna priprava okolja našim možganom koristi, da sploh zmorejo začeti te procese spanja, kajti naše spanje se ne začne, ko mi vležemo v posteljo. Ni nekega stikala, na katerega bi pritisnili in bi potem zaspali, ampak se začne že 1-2 uri, preden gremo spati, in da se lahko telo pripravi na spanje, da se lahko začne sproščati nevrohormon melatonin, ki pripravlja telo na spanje, je potrebno, da smo v nekoliko temnejšem prostoru, tako da zvečer je smiselno, da je svetloba bolj topla, da ni veliko modre svetlobe, da ni zelo močna osvetljenost, in to bo pomagalo torej v pripravi na spanje. Zdaj v intervjuju za Sobotno prilogo pred časom ste omenili, da so leta 1940 ljudje spali 2 uri več kot danes v povprečju. Vemo pa, da v sodobnem svetu, ki poveličuje to hiperproduktivnost, se večkrat poskuša ta pomen spanca zmanjšati. Zdaj se spomnim na japonsko novo premierko, mislim, da je sredi noči sklicala sestanek. Raziskave pa kažejo, da pravzaprav zelo majhen del ljudi lahko
funkcionira zelo malo spanja brez posledic. Torej gre za ljudi, ki imajo redko gensko mutacijo. Lahko pojasnite, kolikšen je ta delež in kaj pravzaprav, zakaj lahko ti funkcionirajo dobro tudi z manj spanja? Ja, zdaj mislim, da vsi poznamo veliko ljudi, ki spijo malo, ampak takšnih, ki zares potrebujejo zelo malo spanja, je pa zgolj nekaj odstotkov. Ko govoriva o teh naravno kratkih spalcih, imava v mislih majhno skupino ljudi, nekje 1 do 3 odstotki ljudi po ocenah imajo te redke genske mutacije v genih, ki uravnavajo ritme budnosti in spanja. Tam leta 2009 so bili identificirani prvi geni oziroma mutacije teh genov, ki lahko vodijo v ta pogoj. Danes sicer raziskave kažejo, da je spalno vedenje, vključno s dolžino spanja, pravzaprav multigensko, kar pomeni, da veliko število genov vpliva na to, kakšna bo dolžina spanja. Ti ljudje ne potrebujejo toliko spanja, torej pomeni, lahko spijo 4 do 6 ur in dokazano nimajo nobenih neželenih posledic na zdravje, celo nekatere druge zanimive specifike se kažejo, kot je neka zelo dobra spominska sposobnost, ampak to je torej le peščica ljudi, gre za torej neko dedno stanje, večinoma se podeduje, znane so družine, mislim, da je bilo okrog 50 družin do sedaj prepoznanih in ne razumemo še povsem spanje pri teh ljudeh, oziroma zakaj lahko s tako malo spanja funkcionirajo, ampak dejstvo je, da torej večina izmed nas potrebuje več spanja. Ljudje smo si bolj podobni v teh potrebah po spanju, kakor si mislim, da želimo oziroma včasih predstavljamo. Zdaj pomembna je, kot ste rekli, ta izpostavljenost dnevni svetlobi, cirkadiani ritem. Obstaja vseeno tudi nek mogoče najbolj optimalen čas za odhod v posteljo. Je mogoče to večkrat zasledimo, najbolj trdno spanec je, med 10 in polnočjo, a to kaj drži? Obstaja nek ta optimalni čas? Optimalni čas glede na mojo lastno biologijo. Rekli so prej, imamo različne kronotipe. Kronotip pravzaprav pomeni to individualno izražanje cirkadiane ritmičnosti. Torej, kako v dnevu nihajo različne telesne funkcije, kdaj je naše telo najbolj pripravljeno za budnost, kdaj je budnost najnižja, kako niha telesna jedrna temperatura, kako niha naša koncentracija, naša telesna zmogljivost. In nekateri ljudje imajo to večernost, biološko določeno, nekateri jutranost. In najlažje se spanje zgodi, če je v skladu s tem ritmi. Tako da za večino ljudi pomeni to, če gledamo tudi naš geografski pas, kajti spanje je najbolj kakovostno tudi, če se zgodi v skladu z dnevom in nočjo. Za spanje dobro potrebujemo dovolj dnevne svetlobe in dovolj teme, ampak tam spanje nekje med 8 in polnočjo, če se zgodi, zvečer. Ni potrebno, da gremo vsi spat ob 9 ali ob 10. Je pa res, da pri ljudeh, ki so kronotipi pozni oziroma sovice, če imajo jutranje obveznosti zgodaj, lahko potem kmalu zmanjka časa za spanje. Tako da je potrebno vse te dejavnike upoštevati, ko govorimo o optimalnem času. Je pa res, da spanje ni po noči nek enovit proces, je sestavljen iz različnih faz spanja in te faze spanja se ponavljajo tekom spalnih ciklov in prvi spalni cikli imajo več tega globokega, osvežilnega spanja, tako da je res spanje v teh prvih ciklih tudi najbolj trdno. In verjetno tudi od tod izvira ta morda mita, da začetek spanja je tisti, ki ga najbolj potrebujemo. Ampak ni nujno, da se to zgodi pred polnočjo. Zakaj pa globoko spanje ravno vpliva na ta občutek spočitosti? Zakaj je tako zelo pomembno? Ker verjetno ravno tisti potem, ki se mogoče smo že s tem kdaj soočali, potem najbolj smo pozorni ravno na to globoko spanje. Globoko spanje je spanje, ko na nekem nevrofiziološkem nivoju lahko opazujemo eno takšno počasno valovanje možganov, oziroma ta možganska aktivnost se zelo počasni v primerjavi z budnostjo, je nekaj 10-krat počasnejša in postane tudi zelo urejena. Sinhronizirana, rečemo. In raziskovalci, ki so prvi opazovali speče možgane, so rekli, tukaj pa možgani zares spijo, hibernirajo, tale noben tempo je nekako nakazoval na to, ampak pravzaprav je resnica
zelo daleč od tega. Možgani ne spijo v tej fazi, ampak verjetno prav ta sinhroniziranost možganske aktivnosti omogoča številne koristi oziroma funkcije, ki jih ima spanje za naše delovanje. In v globokem spanju vemo, da se naše telo obnavlja, naše celice, tkiva, imunski sistem se spodbuja. Otroci rastejo, ne? Otroci rastejo, se pravi, v globokem spanju se sprošča rastni hormon, uravnava se sproščanje različnih drugih hormonov, kot so hormoni za apetit in lakoto. Prej ste omenili, da smo bolj lačni, če ne spimo, in zagotovo globoko spanje tukaj zelo pomembno. Med globokim spanjem se aktivira tudi tako imenovan limfatični sistem v možganih, ki deluje kot neka pralnica živčevja in odstranjuje te beljakovinske presnovke iz živčevja, ki se tekom dneva kopičijo. In nekako študije nakazujejo, da če imamo primanjkljaj globokega spanja, tudi če imamo drugih faz spanja dovolj, bo naslednji dan prisoten ta občutek nespočitosti, lahko te megle v glavi, kar se nekako povezuje s primanjkljajem delovanja limfatičnega sistema. Je pa potrebno vedeti, da pravzaprav vse faze spanja potrebujemo, da ni samo globoko spanje tisto, ki ga rabimo, da nimo REM spanje, v katerem sanjamo. Možganska aktivnost obratno postane zelo živahna, dinamična. Za čustva je menda zelo pomembno. Ja, in ta desinhroniziranost možganske aktivnosti, ki je povsem drugačna kot v globokem spanju, ima neke druge funkcije. In zares se globoko spanje povezuje torej z obnovo, s spominom, z regeneracijo. REM spanje pa nekako ohranja naše čustveno zdravje. Omogoča, da imamo dober čustveni kompas. Zelo zanimive raziskave iz Amerike kažejo, če ljudi prebudimo med tem, ko sanjajo, tudi če imajo dovolj globokega spanja, bodo naslednji dan napačno zaznavali okolico, kar pomeni, da bodo zaznavali okolico na bolj negativen način. Zelo zanimive študije recimo na obrazih, kako ljudje vidimo, če smo nenaspani, druge ljudi. Neke nevtralne ali pa celo blago pozitivne izraze interpretiramo kot neprijetne, negativne, celo ogrožujoče. Tako da vsaka izmed faz spanja pravzaprav ima svoje koristi in najkakovostnejše spanje, tisto, ki zagotavlja vse faze v ustrezni zastopanosti in arhitekturi. Pa lahko tukaj mogoče samo rečeva, koliko pa tega globokega spanja na 7 do 9 ur naj bi bilo? Okrog 20% pri odraslih ljudeh. Zdaj, rekli sva, trdno spanje ima genetske predispozicije, tudi perfekcionisti so pogosto bolj nagnjeni k motnjam spanja, tudi pri ženskah je tveganje večje kot pri moških. Kaj vse še vpliva na to, da se razvijajo motnje spanja? Zdaj, motenj spanja je torej zelo veliko in vsaka izmed teh ima lahko neke svoje specifične dejavnike tveganja oziroma različne predispozicije vplivajo na razvoj različnih motenj. Če govorimo o nespečnosti, ki je tista najpogostejša motnja spanja, ki jo lahko pri odraslih ljudeh diagnosticiramo v 10-15% celo, lahko vidimo, da zelo različni dejavniki povečujejo tveganje. Ženske smo tekom celega življenja, oziroma pravzaprav od nastopa prve menstruacije naprej, bolj dovzetne, da zbolimo z nespečnostjo in to nas potem spremlja tekom celotnega življenja. Starejši ljudje imajo 2-krat večjo verjetnost, da zbolijo z nespečnostjo. Tam po 65 letu starosti se ta verjetnost močno poveča. Na eni strani zaradi teh naravnih sprememb v mehanizmih, ki obravnavajo budnost in spanje. Na drugi strani ljudje spremenimo s starostjo življenjske navade, več je stresorjev, več je pridruženih bolezni, različna zdravila lahko vplivajo in prisotnost različnih bolezni, predvsem tistih denimo, ki zmanjšujejo mobilnost posameznika, ki vplivajo na duševno zdravje, ki vplivajo na neke bolečine kronične, vse povečujejo verjetnost, da ne bomo spali, čeprav samo nespečnost potem sproži pravzaprav nek konkretno običajno dejavnik, nek stresor, neka sprememba, ki pa seveda s to povečano ranljivostjo skupaj hitreje pripelje potem do nastopa akutne nespečnosti. Kronificiranje nespečnosti pa je pogosto pravzaprav nekaj, kar ljudje nevede, nehote svojim vedenjem potem tudi pospešimo, bom rekla. Ja, verjetno zato, ker si zaciklan v krogu, v tem mislih, zvečer te čaka postelja, imaš negativne misli, do nje, do spanja, ne veš, če bo spal in nekako se pretirano ukvarja s tem. Strokovnjaki z tega področja pa ravno pravite, da bi moglo biti spanje zelo spontano, torej, da bi se mogli manj ukvarjati z njim.
kaj lahko torej posameznik naredi sam, kdaj pa je potem smiselna kognitivno-vedenjska terapija oziroma potem tudi farmakološko zdravljenje? Ja, torej neprespane noči se dogajajo in nekaj tolerantnosti do tega mislim, da je primerno, da imamo. Danes se zelo veliko govori o tem pomenu spanja in ljudje tudi zelo hitro zaskrbijo, ne bom spal, nikoli več ne bom spal. In vsi ti strahovi pravzaprav povečujejo nek pritisk, moram spati. In s tem pravzaprav spanje postane nek center in bolj kot začnem razmišljati o tem, bolj kot razmišljam, kaj bom naredil zvečer, ko grem v posteljo, pravzaprav bolj se prebujam in delujem kontraproduktivno. Je pa res zaenkrat, ko smo v tem ciklu oziroma nekem začaranem krogu že ujeti, da je to potrebno na nek način prekiniti, da ne samo pustimo, da se stvari odvijajo naprej. In v tem primeru je kognitivno-vedenjska terapija, ki ste jo izpostavili, danes znana kot najučinkovitejša, najvarnejša tudi metoda zdravljenja kronične nespečnosti, se pravi, ko so težave že utrjene, in metoda je tako uspešna, da se jo tudi po smernicah zdravljenja, tako evropskih kot ameriških, britanskih, predlaga kot terapijo prvega izbora zdravljenja. Torej najprej nefarmakološki pristopi, če ti niso dovolj uspešni oziroma učinkoviti, se potem lahko dodajo zdravila, ki jih po potrebi predpiše somnolog. Ampak je v praksi to dejansko tudi izvedljivo pri nas? Torej, da se najprej najde pomoč s kognitivno-vedenjsko terapijo, a je dovolj? Zdaj, težav s spanjem je zelo veliko. Tretjina ljudi ima vsaj občasno težave s spanjem. Je pa pravzaprav dobra novica ta, da lahko pravzaprav že sami marsikaj naredimo. Da ni potrebno vedno do specialista za zdravljenje motenj spanja, oziroma recimo v tujini se zelo uveljavlja ta pristop postopne oskrbe, kjer se manj intenzivni ukrepi, kot je kognitivno-vedenjska terapija v obliki delavnic, v obliki priročnikov, spletnih programov, ponuja oziroma je dostopna večjemu krogu ljudi in dokazano je, da to učinkuje. Če je nespečnost zelo vztrajna, če je povezana z različnimi komorbidnostmi, je seveda potem potrebno poiskati to strokovno pomoč, ampak te prve korake, da spremenimo vedenje, da poskrbimo za redne cirkadiane ritme, da vstajamo vsak dan ob isti uri, da morda nekoliko skrajšamo začetek, ne ta čas, ki ga preživimo v postelji, namesto da ga podaljšujemo, se pravi, da skušamo spodbuditi naravne mehanizme, ki uravnavajo spanje, pa lahko pravzaprav vsak poskus je že doma. To se mi je zdelo ravno zanimivo. Mislim, da sem se z vami takrat pogovarjala, da pravzaprav tisti, ki res imajo težave, skozi terapijo priporočate, da pravzaprav v postelji preživijo manj časa. Torej, da če se sredi noči zbudijo, vstanejo, grejo, brati knjigo, početi kaj druga, torej ne na silo ležati v postelji in upa, da zaspiš, ker to je kontraproduktivno ponavadi. Morda je to tista najbolj strašen trenutek v terapiji, ko klient sliši oziroma ko se pogovarjamo o tem, da je smiselno po noči vstati. Ampak kdaj se vstajanje priporoča? Če jaz ležim v postelji, če sem napet, če sem tesnoben, če poskušam zaspati, če me je strah, ker ne spim, to vse povečuje tako fiziološko kot tudi mentalno vzburjenost in zelo težko zaspim v takšnem trenutku. In če počenjam to pogosto, vsako noč ali pa 3-krat na teden, naši možgani zelo hitro povežejo potem spanje, spalnico, spalno okolje z tem odzivom vzburjenosti. In ugotavljamo skozi sedaj dolgoletne študije, da ravno ta naučena vzburjenost po noči, ta aktivacija, ki prihaja zaradi te pogoste skrbi v postelji oziroma budnosti, nek skupni mehanizem, ki vzdržuje nespečnost, ne glede na te ranljivosti, ne glede na sprožilce, ki so v prvi fazi sprožili nespečnost, ampak to pri večini ljudi opažamo. Ta pretiran trud. In najlažje to prekinemo, če v takem stanju pač ustanemo. Seveda mi lahko na začetku poskusimo misli preusmeriti, se umiriti z tehnikami sprostitve, z dihanjem, ni treba takoj ostati. Ampak če opažam, da sem pri tem neuspešen, da se ukvarjam s svojim spanjem, se je izkazalo pravzaprav kot najučinkovitejši izmed vseh ukrepov, ki so bili preizkušeni.
kar pomeni vsi ukrepi, zdravila, aromaterapija, refleksoterapija, vse možne metode, se je prav ta ukrep izkazal kot najučinkovitejši, kajti prekine ta naučeni vzorec budnosti v postelji. Torej, v bistvu priporočljivo vzeti v roke knjigo, ki je ravno toliko zanimiva ali nezanimiva, da nas mogoče prej privede do spanja. Za konec pa mogoče še polna luna, znanstvenih dokazov, v bistvu, da neposredno vpliva na spanje, ni, ali veliko ljudi poroča, da v tem času spi slabše. Zakaj? Ne vemo. Dejansko študije znane so, recimo, da luna lahko oziroma lunini cikli vplivajo na različne fenomene v naravi, kot so reproduktivni cikli rakov, vedenje nekaterih nočnih ptic. Se pravi, to bolje razumemo. Kako in če luna vpliva na spanje, ljudi zaenkrat nimamo nekih znanstvenih razlag. Obstajajo raziskave, ki so pokazale to povezanost, oziroma pri odraslih ljudeh se kaže, da v polni luni več ljudi poroča, oziroma so tudi v laboratorijih izmerili, da je spanje okrog pol ure krajše, nekaj minut več potrebujemo, da zaspimo in težje pridemo v REM spanje, tako da študije nakazujejo neka sovpadanja, niso te študije povsem konsistentne oziroma skladne, pri otrocih celo se kaže obratno. Ena večja študija, kjer so otroke iz 12 držav vključili, več tisoč jih vključili, je pokazala, da na polno luno spijo zgolj 1% manj. Neka druga študija je pokazala, da spijo več, to so povezali raziskovalci z povečano aktivnostjo tekom dneva, ampak pravzaprav, ko govorimo o nekem možnem vplivu, noben izmed teh mehanizmov, ki so bili proučevani, od morebitnega vpliva svetlobe, gravitacije, elektromagnetnega valovanja, pravzaprav ni bil znanstveno podprt. In morda za konec, morda luna vpliva, morda ne vemo, ampak zagotovo vemo, da na naše spalne vedenje vpliva mnogo drugih dejavnikov in veliko izmed njih je v naših rokah. Tako da morda ta misel, da lahko vzamemo, ne glede na luno, spanje v svoje roke in poskrbimo, da bo to tista naša prioriteta in s tem tudi naša kakovost življenja in dolgoživost boljša. Tako da, ko naslednjič vidimo na nebu polno luno, rečemo, bomo bolje spali, pa smo že naredili korak k temu. Dr. Vita Štokovnik, najlepša hvala za pogovor. Najlepša hvala za povabilo. In hvala vam, dragi poslušalci in poslušalke, gledalke in gledalci, za vašo pozornost. Pa lep pozdrav, do prihodnjič.